kar sem hotel reči, je, prej si razlagal, tehnološki izdelki, ne? Nazaj na gig. Ne? Zato sem rekel, da je gig kdorkoli, v kjerokoli smer veš. In tudi mene fascinira to, kaj je sposobna živilska industrija narediti. Zdaj, okay, se bojo vsul komentarji, že kar vidimo, pa to je visoko procesirano. Seveda, ker če ne bi bilo procesirane hrane, bi bili vsi krepko lačni. Ampak, pa se ustava pri tem visoko procesirano. A je to slabo? Ne, ni, ampak je tlej pa mesna industrija odšpilala, ameriška, da smo si jasni, zelo dober PR, ker so na ta ultra-process food ful na polno šli. Ker je tako, pač... A mesna ameriška industrija? To je pač obrambni mehanizem, tako kot smo že videli pri ostalih velikih industrijah, ki so se začele počutiti ogrožene, se istih mehanizmov se poslužujejo. Pa jaz nimam nič proti, v redu, ampak jaz pravim tako, pač, če ne bi bilo živilske industrije, bi večina sveta še vedno živela v lakoti. Treba se tudi zavedati, da pa imamo zdaj cukor povsod, pa cukra je preveč, pa nezdrave stvari. Zakaj? Zato, ker je imela industrija od 30 let nazaj, 200 let nalogo, da nahrani dovolj ljudi, da sproducira dovolj kalorij, da ljudje ne bojo lačni. In ti ne moreš vse kritične infrastrukture in navad ljudi in vsega v 10 letih spremeniti, da bojo pa zdaj vsi živeli zdravo. Ker prvič, še vedno obstajajo unike, so lačni, jih je vedno manj in skoraj nič več, ampak še vedno so. Na drugi strani je pa pač vsa infrastruktura postavljena tako, da zakaj je lahko piščančje meso 3 evre na kilo? Zato, ker je infrastruktura toliko razvita, da je to možno. Ker če bi vsi jedli samo te piščance, ki si jih ti te, ki letajo okrog tvoje bajte, ampak resno razmišljam, da bi. Tak piščanc v Švici je 25 evrov na kilo. Zato, ker to pofutraš, ker to 3 lisice odnese, pač je to drago. In jaz mislim, da se zdaj dogaja ta shift živilske industrije. Od tega, da samo štepa kalorije, do tega, da v bistvu jo bomo zdaj potrošniki prisilili v to, da se bo začela obnašati tako, da bo tudi živila, ki jih proizvaja, da bojo postajala vedno boljša. Seveda so tukaj zlobni ljudje vmes, ki bodo hvatali krivine, ampak tako, če gledam generalno, bomo potrošniki zmotivirali tudi industrijo, da se bo prilagodila. Ampak vse me zanima to, dejansko se te konotacije procesirana hrana drži en tak... Se bom zdaj vrnil na to. Se pravi, industrija je procesiranje izumila zato, da je iz manj biološko razpoložljivih kalorij za človeka naredila več kalorij za človeka. Zato smo v bistvu izumljali načine, kako ti iz koruze, ki je za človeka slabo prevlivan, dobiš koruzni sirup, ki se ga uporablja kot sladilo, ki ima hkrati tudi kalorično vrednost. So ene bližnjice bile ubrane. In zdaj, kaj je visoko procesirana hrana, pa kjer tip procesiranja je slab, je ful široka debata. Recimo, pri nas v tem področju vemo, polnozrnat kruh je bolj zdrav. Zakaj? Ker imamo tu otrobe, cel del v bistvu zrnja, celo zrnje. In v otrobih imaš ti veliko vlaknin, ki so dobre za prebavo in posledično je stvar bolj zdrava. Kljukca. Odstranjevanje otrobov je procesiranje, ki rezultira v ful veliko otrobih, ki so zdravi, ampak jih damo prašičem za jesti. In ostanejo zrna, iz katerega potem naredimo belo moko. Bela moka je procesirano živilo, ker je bilo zmleto in je bil en del odstranjen. In smo s tem dobili živilo, ki je biološko bolj hitrejše razgradljivo, se pravi, bel kruh dvigne cukor, manj časa, vse te, ker je že delno presnovljeno.
presnova se je začela že v tovarni, ko so mu stran vzeli otrobe. Ampak zakaj je potlej slab ta bel kruh? Ja, zato, ker v nasprotju s kruhom, ki je iz celega semena, ima bolj dvigne cukor, manj nasiti, pač slabše prehranske vrednosti, po teh naših modernih standardih. Ok, ampak to so take funkcionalne slabosti, ne pa zdravstvene. Ja, zdaj, če ti poješ veliko samo belega kruha in si skozi šopaš inzulina, imaš potencialno tudi težave na dolgi rok. Aha, ok, razumem. Ampak, če pogledamo pa kontra, imaš pa recimo kravo ali pa piščanca, pa deva kravo, ki je še boljši primer. Krava idealizirava grass-fed beef, krava na velik planin, skozi svežo travo. In iz te trave potem zraste krava in ta krava ima in mleko, ker so v bistvu beljakovine v vodi, in meso, ki so beljakovine na telesu vešene. In jaz tudi ta proces dojemam kot procesiranje, ker se je pač z naravnim strojem ena oblika živila spremenila v drugo obliko živila. Zdaj, pri kravi iz trave v meso je to radikalno. Zelo, ja. No, ampak pri piščancu, ki je pa recimo sojo iz brazilskega pragozda do piščančjega mesa, pa ni toliko ful velike razlike. Oboje so beljakovine, oboje približno isto stane na kilo, a veš, ni velike razlike. Pa za človeško prehrano v Evropi se mora uporabljati soja, ki gensko ni spremenjena, tako da vsa brazilska soja ostane za živali. No, zdaj si pa še en keyword povedal, ki me ful zanima. Čak, bo pa sem to procesirano bi rad počel. No, daj, dopočej. Že dva. S procesirano hrano je pa tako, da recimo konkretno, če greva zdaj na sojo, soji pa dejansko, da jo ti procesiraš, se pravi, da najprej olje ven stisneš, pol da zmeleš tisto, kar ostane v prah, da tisti prah preseješ, po domače povedano, da res ostanejo samo koščki beljakovin, pa dejansko narediš to živilo boljše za človeka, ker so beljakovine lažje dostopne. To ne pomeni, da si ti, tako kot si mi lajki predstavljamo, zmešal zraven 15 kemikalij, da se je vse to zgodilo, ampak si... Mislim, seveda v kakšnem tem procesu, tudi v našem izdelku, v zadnji verziji smo dali tudi te dva ven, ampak mi uporabljamo karagenan pa metilcelulozo. Kar nimam pojma, kaj je. Karagenan je ekstrakt alg, gostilo, če si predstavljaš, pač zmešaš z vodo, naredi gel in to mi rabimo za to, da stvar drži skupaj. Metilceluloza pa podobno, ampak pač pridobljena iz različnih celuloznih odpadkov, recimo iz pšenice in tako naprej. In se isto uporablja, isti namen, pravi, kot neke vrste lepilo, da te stvari skupaj držijo. Tako da obe dve stvari sta v bistvu prehransko vlaknino, kar je dobro za tebe. In kaj se dogaja, da folk, ki zaužije te izdelke, poroča o napihnjenosti v vetrovih, ampak to je zato, ker prvič po dolgem času sploh prehranske vlaknine v primernih količinah zaužijajo. A veš, ljudje pojemo premalo vlaknin, sploh recimo ameriška populacija poje ful premalo. Enkrat je bila ena raziskava upravljena, oni povprečju uživajo 11 vrst sadja in zelenjave. Nekje, da si zdrav, rabiš uživati 30. Če hočeš biti ultra zdrav, moraš biti na 50 različnih vrstah. Sadja in zelenjave? Ja. To, ki jih jaz še poznam. Hruška, jabolk, banana, hitro bi naštel. Figa. Ampak veš, solato ješ ti motovilc, pa kdaj regrat, pa kdaj radič, pa kdaj kristalko, pa kdaj ta mehko. Okay. Zdaj sem z unimi, ki sem jih prej naštel, sem na 10. No, pa njih je pa samo kristalka. A ja? Ja, to je problema, ne? Oni imajo solato, je samo kristalka, paradajz je samo tak, paprika je samo rumena, tisti Hoferjev pakiranje, rumena, zelena, rdeča, ne? In
pač spomnim se v njih 3. ki so v več plastike, kot je paprike. In pač ni vsako procesiranje slabo. Moš ločiti med procesiranjem, ki je slabo, recimo, kjer odstranjuješ funkcionalne dele živil. Pa obstaja tudi namen, zakaj smo to včasih delali, kot sem rekel prej, da se je industrija mogla boriti za določen cilj. In procesiranje, ki je dobro. Zdaj, jaz napravim, da je naš izdelek da ni procesiran. Seveda je. Kaj to pomeni, je pa mesna industrija uporabila kot izrazito PR sredstvo za to, da zgleda, da je to našopan z nekimi kemikalijami in procesir. Tako je. Sej, podobno, no, ampak spet, jaz nisem strokovnjak, pa sem rekel, da bom tebe tukaj še to vprašal. Zadnjič smo imeli kosilo, nedeljah smo šli enega očeta povabimo, to jemo in smo imeli karfiola pa brokoli. Sem rekel, pišu, kaj je ta brokoli, si tega včasih sploh bilo ni. To so ga, in sem tudi dejansko se spomnil, da sem se nek bral, da so ga vzgojili neka kombinacija karfiole pa še nečesa, da je zdaj ta brokoli tak, kot je. Sem rekel, no to je gensko spremenjen organizem. Tukaj moraš biti zelo... Ne vem, kaj je pravzaprav. Jaz se s tabo strinjam. Ne vem, kaj pravzaprav je, ne? Ful je... Pa je pa Alenka tako, da bi jo pogledala in rekla, ne, to pa ni GSO. Sem rekel, ne vem, niti kaj je GSO, niti to, ampak vem, da so ga nekako morali vzgojiti. Ker ga v moji mladosti tega ni bilo in tudi ni rastel druge, po moje. To so ga naredili. Pa ga zdaj jemo kot tako. Nektarina je ista stvar, ne? Evo, nektarina je točno ista stvar, med jabolkom pa breskvijo. Tako, no? In zdaj, GSO-ja se drži tako križ, Bog ne da je GSO, da že gor napišejo kot brez GSO in pol je pa vse v redu. Ampak jaz, ki probam vsaj mečkaj, sicer v mojem omejenem znanju kritično razmišljati, mislim, ok, pa samo to meni nič ne pove GSO. Moje mnenje osebno, še enkrat, mi v firmi ne smemo uporabljati GSO soje in jo tudi ne moreš kupiti za pohvalno prehrano v Evropi, ampak moje osebno mnenje je, da je GSO dober. Zakaj? Zato, ker te tehnologije omogočajo pač ne samo razvoj pustimo brokoli, ampak tudi drugih stvari. Zdaj, takoj pridemo do argumenta, pa potem to multinacionalke zase, pa profiti, pa tako naprej. To sigurno je negativna plat in da naredijo semena, ki ne usklijo naslednji let in tako. Torej, in to, da se Evropa tako postavlja proti GSO-jem, jaz mislim, da na dolgi rok nas bo teplo. Ker pač bojo druge države te tehnologije začele varno in plansko in uporabljati in bojo pač določene prednosti prišle iz tega. Pa je pa sploh ta, zdaj imaš to, da ti narediš nektarino, ni GSO, pa čeprav si ti namenoma s človeškim inputom dedni zapis nekega živega bitja. Zame je to isto GSO. Tehnično gledano je človek posegel, pravna dikcija GSO je sicer nekaj drugega, to, da ti dejansko manipuliraš z genom na mikronivoju tako, ne? Ne, da vejco cepeš pa da... Tako, ne? Zdaj pa pride še tretja not, ki je pa gene editing, to je pa ta CRISPR, če slišal, to je pa v bistvu, kako je, pač križanje sort, pri psih ali pa pri nektarinah, pomeni, vzameš rjavega psa, pa belega psa, zmešaš, pa dobiš novega psa, Isto, jabolk, whatever, dobiš nektarino, tako naprej. Pri GSO-ju, greš ti v jedro celice in rečeš, jaz bom spremenil zdaj ta gen in potem iz te ene celice se pravi nazaj vzgojiš, zelo poenostavljam, cel organizem, in imajo vse celice, zaradi tega, kako se replicira dednina v celici, isti DNA. Pa imaš pa še spet zelo poenostavljam gene editing, ki je pa v bistvu
predstavljaj si cepivo, ti ubrizgaš in ta stvar retroaktivno spremeni že obstoječe vse celice. To za zdravila je to super. Ti rečeš, jaz imam, ne vem, tako bolezen, injekcija in tvoje telo poeditira gene v vseh celicah. Ultra poenostavitev. Ja. Ampak to so zdaj 3 mehanizmi, in zdaj v Evropi je dovoljen sam ta prvi, sam mešan pes pa nektarina. V Ameriki je gene editing že nekaj drugega od GSO-ja. Je gene editing dovoljen, zato ker na nivoju enega organizma se zadeva ustavi. Potomci gene editanega organizma načeloma nimajo istih sprememb. Ker je sam na tem enem to narejen. V glavnem, da sem malo zašla. Ne, nisva zašla. V bistvu zanimalo me je tvoje mnenje oko tega GSO, ki je tako na križ pripet, da je kot nek greh. Ja. Ampak, ko jaz o tem razmišljam, pa še enkrat, z vsem mojim omejenim znanjem, nisem našel tazga greha, razen teh, ki sva jih itak naštela, da pa naredijo nekaj, da ne moreš iz semen, da ne vzklijo naslednje let. To so pa čisto korporativne fore, ki pa jasno niso pozitivne. Jaz delim to mnenje, mogoče kanček manj laično, pa še vedno laičnim mnenjem, ampak tukaj mislim, da kot celina delamo napako glede, kako smo se postavili okrog tega. Jaz se te spomnim, ko smo mi gradili, takrat si ti enkrat to prešaltil. Jaz se živo spomnim enkrat na gradbišču, ko si mi zdel ves rumen, pa posušen, sem rekel, ti bi še umrl, še preden bomo do konca naredili. No, ampak zdaj te vidim, zdaj ti funkcionira ta način prehrane. Tako ti bomo rekel. Boš šla enkrat v hrib, pa če ne boš veliko hitrejš gor, kot jaz, pol funkcionira. Prej si začel eno zanimivo temo, rekel si se okus navad. Tudi telo se navad. Zdaj tle je ena cela znanost, cela v bistvu veja znanosti se na novo postavlja in hkrati redefinira veliko tega, kar mislimo, da je res v medicini. In to je ta veda, ki raziskuje mikrobiom čreves človekov, se pravi, katere mikroorganizme vse ti imaš v svojem prebavnem traktu in kako le ti vplivajo na tvoje zdravje, na sposobnost tega, kaj predstavljaš. Recimo, obstaja analiza, si lahko tam daš narediti, ki ti zmeri v bistvu, katerih mikroorganizmov imaš ti proporcionalno koliko v svojem črevesju. In obstajajo jasni zaključki, da nekdo, ki je jedel izrazito veliko mesa, bo imel drugačen mikrobiom od nekoga, ki je jedel manj mesa. Večina bo to tako vplivalo, da bo ta, ki je jedel veliko mesa, ima manj pester nabor mikroorganizmov. Mikroorganizmi pa v tvojem črevesu... Kljub temu, tudi če jedu še in zelenjavo in sadje in vse. Tudi če jedu vse ostalo, ampak ponavadi je tako, da recimo, zakaj je jesti rastlinsko, prej sem imela število različnih, ti recimo z regradom boš ful pospešil rast enega mikroorganizma, z mesom boš pospešil rast drugega mikroorganizma. In vsak od teh mikroorganizmov ima svoje, pač on živi, nekaj uživa in nekaj izloča. In te izločki mikroorganizmov, ki jih imamo v telesu, so pa večinoma spojine, ki so ključnega pomena za tvoje zdravje. Recimo, eni mikroorganizmi spuščajo spojine, ki so sposobne pomagati pri obnovi notranjosti tvojega črevesa. Torej, če ti poješ veliko stvari, ki pospešujejo razmnoževanje in razvoj tega mikroorganizma, boš mu v svojem telesu zato veliko snovi, ki je sposobna pomagati pri obnovi črevesa ali pa
In to gre tako daleč, da so zdaj že dokazane povezave med črevesno mikrofloro in možgani. Torej, demenca so že osnovni dokazi za to, da je to v bistvu bolezen, ki izvira iz, ki ima vzroke tudi v črevesni mikroflori. In zato je ta raznovrstnost pomembna in raznovrstnost dosežeš pa s tem, da ješ čim bolj raznovrstno hrano, ker raznovrstna je hrana, ko jo ti poješ, več različnih, bolj enakomerno bodo mikroorganizmi zastopani, in hkrati tudi boš potem imel te njihove izločke bolj enakomerno zastopane in boš bolj in to se zdaj povezuje na kožo, na na možgane, na srčno-žilne bolezni, ne vem, imaš tiste najbolj radikalne eksperimente, ki niso bili znanstvene metode, ampak imaš človeka, ki je zaužil kapsulo z blatom, debelega človeka, ki je zaužil kapsulo z blatom od suhega človeka, pa je pol shujšal. To je anekdota, to ni znanost, ampak ilustrira pa moč mikroorganizmov. To, da mi živimo v sterilnem okolju, skoraj sterilnem, da mi dva nismo, da so sadje uperemo, prešpricamo, je narobe, ker pa moraš si pa v usta špricati B12, pa D, pa veš, to še ne počnem, a bi moral. Ja, B12 pa D bi jaz rekel, da bi mogel vsak. Zakaj? Zato, ker nič od tega ne dobiš v zadovoljski količini, razen če ne ješ 2-krat na teden rib ali pa jetrc. Rib ali karkoli morskega? Lahko je karkoli morskega, ampak... Ok, dobro, to moram čekati. Ja, pa recimo omega-3 ne rabiš, ne? Ja? B12 pa po moje še kar nimaš dosti. Zakaj ne, če jem 2-krat na teden ribe? Zato, ker ne ješ dovolj bakterij. Ker to bi ti pa rekel, da moraš vsak teden en deci luže spiti. Jaz nohte grizem, pa pojem veliko bakterij. Ok, dobro, prav, če nohte grizeš, to je pa... Pa mogoče ne rabiš. Da je pa kaj, da je pa sonce, ne? Da je pa sonce, ja. Ja, to pa se strinjam, to bi moral biti pa malo več na smučke. Ja, pa se sleč na vrh, pa pol smuča dol. To je tak, to je tak, hvala. Kdaj boš šla? Pa boš šli še letos kaj? Jaz sem že malo odmislil za letos smučarijo, ki je tako fajn položje. Kofer je zdaj začel spet iz norveške slike objavljati, Boga nima rad. Mi je Lihnina poslala, ja. Ne, ampak bi lahko še kam špricnil. Ja, lahko. Ja. Kazančka sem v Jureta, tlele sem ga že sprovociral in so pa dejansko šla. Z Juretom pa Luketom tam sicer v enem držju smo šli pol vsaj na krvavc, na zvok zjutraj, še preden so žičence začele voziti. V redu. Moram še tep rokavico vršiti. To komod, krvavc pa lahko delamo še, dokler je še stek. Ja, jutr. Ne. Dobar, se bo že najdla. Ne, drugač pa drug let. Se moraš prej začeti prijavljati. Leto sem v par dobrih. Ja, ne, nisem bil. Kako da sem jaz sem pa glih tisto spustil, glih tisto, ker drugač sem bil čisto na vseh njegovih teh talahkih, razneni. In glih tega cilju. Neugodno. V bistvu drugo stvar sem hotel, da vse imamo eno celoto zaključeno. Zdaj smo šli čisto v to hrano, kjer nimam pojma, mi je zanimiv poslušati, moram pa priznati, da nikamor, ki je dosti ne sede, ker nimam teh znanj. Nazaj na podjetništvo. Se pravi, ti si rekel, da bi zdaj naredil na drug način. Kaj pa nekomu, recimo, ki ima to afiniteto, da bi se lotil, recimo, pa da je končal faks ali pa da je neki... Kako bi pa enemu takmu ti rekel, ker takrat prej si rekel, takrat nismo imeli ne jaz, ne ti tistih znanj in bi lahko bolj... Mogoče na drug način ni... V bistvu je bolj tako, no. Ali je vsem, kako se loti? Boljš bi naredil. Ali je vsem, kako se loti, glede na to, da je itak pol sreče odvisen? Ja, v bistvu je vsem, kako se loti. Jaz bi rekel, da je ful pomembno to, da imaš dober produkt in da to, da je dober produkt, potrdijo ljudje z denarjem.
ali pa z neko drugo dobrino, ki je nekaj vredna. In da gledaš na globalni trg. To je ful lahko reči, ampak v praksi pol se zelo velikokrat zatakne že pri tem, kaj je zares dober produkt. Bi ti rekel, da ne gre to nekdo delati s partnerjem ali brez? Že to je prvo vprašanje. Ja, definitivno. Jaz mislim, da podjetniki, ki so sami uspeli, so izredno redki. Tako da ni nobenega vidnejšega. Se ne pravim, da je moraš zdaj to razdeliti na točno tri enake dele. Lahko je to pač poslovni ki ima tehnični pa ima tehnični manjši delež, pa poslovni večji, ali pa obratno, ampak jaz bi rekel, da to rabiš. Da v današnjih časih produkt, ki ga lahko tehnični naredi, ne more biti konkurenčen. Poslovni naredi, ne more biti dosti dober. Pač rabiš tako. Mislim, da rabiš multidisciplinarno ekipo od začetka. Že partnerjev. Ja. Pa zdaj ti imaš že razloge, zakaj ne bi šel več Angeli in tako, ampak bi pa vsem to nekomu rekel, ne. Tako ali ne? Jaz mogoče, se pravim, ne da bi se čisto oddaljil do tega principa, ampak bi pa veliko bolj bi se posvečal temu na začetku FFF pa angelom, ker se mi zdi, da lahko s povezavami, ki jih te ljudje imajo, dosežeš marsikaj, kar če greš zelo hitro mimo tega, moraš pol z denarjem kupiti. Če me zastopiš. Kot recimo? Kot recimo, dostop do enega trga. Ali pa neko poznanstvo, ki ti odpre vrata nekje, ali pa neke take stvari. Da to že angeli so bolj kot... Veš kaj, angeli imajo zaradi tega, ker večinoma vlagajo v stvari, na katere se spoznajo. Skoraj noben angel ne vlaga nekam, v čemer nima pojma. In če najdeš pravega angela, ki je v področju, kjer ti hočeš biti, že po defaultu ima nek network, ki ti lahko pomaga, plus takrat čisto na začetku predstavlja vložek angela relativno velik vložek finančni, relativno gledano v tvoje podjetje. In si tako ti resen glede tega kot angel, ki to vloži. Mu je ful važno, da stvar preživi do naslednje. Tam bi jaz bi veliko bolj tam delal, je pa res, da ene stvari so pač kapitalsko intenzivne, ti ne moreš tovarne narediti z 10,000 evri, pač ne gre. Tako da nekako mogoče tudi ni izbere. Tako da jaz pride za... to sem bolj mislil drugačno. Pač, da bi mogoče v nekih drugih fazah podjetja bolj izrabil, tle sem pa v bistvu za voljo hitrosti, ker se pa spet, se mogoče pa prav, da smo šli maksimalno hitro, kakšno stvar preskočiš, ki bi jo bilo mogoče dobro do konca porabiti prej. Pa ti je težko z njimi, zdaj, ko imaš neke te investitorje not, ker se spomnim, enkrat sem bil na enem dogodku, mislim, da je bil SID-ov dogodek, ki so povabili tega, ki smo ga prej že omenili, ki smo mi za njega delali, Miheta iz Celtra, in on je pravil, da vsa ta poročanja, pa to, da to mu kar težko pade. To je veliko dela, to se strinjam. Jaz, ki sem relativno, mislim tako, jaz čutim kar veliko odgovornost do teh ljudi. Ni tako, to bom porabil, pa skuru pa bom pa. Če ti en da, nekaj milijonov, tako, jaz čutim neko moralno obvezo, da v najboljših močeh poskrbim za to njihovo investicijo. Zdaj, šle tanek leta, je boljše, da jaz pišem reporte ali boljše, da razvijam posel. V bistvu za njih boljše, da razvijam posel, ampak hkrati mora biti pa tudi informirani.
vzame veliko dela, sicer se da zadeve postaviti tako, da so znosne, pa ta dobri investitorji tudi zelo omejujejo, kaj zares hoče od tebe. A veš, tle imaš res razlike, no, med posameznimi. Veš, imaš ene, ki so dali precej denarja, pa ti na 3 mesece pošljejo e-mail s 3 vprašanji, ali pa 5. Pa imaš ene, ki imaš platformo, kjer moraš poročati, pa klikati, pa ne. Ampak na splošno bi rekel, da ta del poročanja ni taka težava. Jaz imam bolj težavo s tem, da je kar huda obveza. Zato, ker jaz sem mogoče narobe zastopil ta game, ne? Ampak a veš, nekdo, ki ima 300 milijonski sklad, pa vate investira 3 milijone, si ti za njega 1%. Lahko tudi statistična napaka. Ja. Zate je pa to game changer, sploh da ti omogoči to, kar narediš. In potem na začetku je to zelo super, ker se ti zdi v dolgu za toliko denarja, ampak potem pa, ko ta sklad pride v zrelo dobo, ko je treba pa sklad zdaj zapreti, potem pa tudi so pričakovanja njihova, to, da bojo 300 milijonov naredili krat 2 ali pa krat 3 in so, a veš, se potem začnejo z unimi, ki so priložnosti, da postanejo 900 milijonske firme, proporcionalno ful bolj ukvarjati z nekom, ki ima šanso, da postane 100 milijonska firma. In tle se ti pa začnejo dogajati iz tvojega vidika nelogične odločitve, zahteve, tudi mogoče trenje kdaj kasneje. In tega me je malo strah, kako bo to čez x let. Zdaj so naši skladi vsi še rosno mladi. 5 let se nimamo še nič zabavati. Kako pa še to, no? Ker visi na tem podjetniškem delu. Kako pa določiš, kolikšen delež nekomu kupijo 3 milijoni? Ti si na začetku imaš ti 100%. Ti rečeš, dajte mi 3 milijone in zato boste dobili 17,5%. Točno tako. Bravo, no to sem hotel slišati, to me zanima. In oni rečejo, ne, mi hočemo pa za to 25%, ti rečeš, ok, 20 pa roka. Točno to so pogajanja, točno tako izgledajo, točno tako so neosnovana na čemerkoli na začetku. To niso neki vrednotenje po metodi diskontiranih denarnih tokov, bla, bla, bla. Nič od tega. To je sam, v bistvu oni samo gledajo, kako si mi predstavljamo, da je to podjetje, koliko je to podjetje po naših najboljših predstavah lahko veliko. To njih vodi. In če si ti firma, za katero oni mislijo, da lahko zraste v milijardno podjetje, potem tudi na začetku ni težko dati 3 milijone za ful mehen delček denarja. Če si ti firma, ki oni cenijo, da lahko postaneš 30 milijonsko podjetje, bo valjda hotel večji del. In tako da, zato je pa ta hype pomemben, ker recimo v hypu je pa to še bolj roka, v smislu. Ampak to je tako, to tle ni, mislim, ti pa tudi priješ tja z nekim, a veš, ti pa priješ tja pa rečeš, ok, naš poslovni model predvideva, da moramo zgraditi tovarno. Mi tovarne za 200.000 evrov ne moramo zgraditi, torej iščemo vsaj toliko denarja. A ste nam vi toliko denarja pripravljeni dati in pol se zgodi ta. Ampak za lajka je tako, ni nobenih, mislim. Ni že, razumem. No, to me točno, vse si mi čisto odgovoril, točno to me je zanimalo, kako ta zadeva zgleda. Še eno stvar sem si prej napisal, da ne pozabim, ker en keyword si omenil, da si ti introvert. Ja? Res? Jaz sem, mislim, to so spektri, ne? To ni binarno stanje. Se spomnim, da enkrat, ko smo bili še v Halu, si se hecal, da si bil, ker je mama psiholog, da si bil skozi nek testen subject. Jaz sem odražal pod psihiatričnim nadzorom. Tako, to si rekel, da si odraščal pod psihiatričnim nadzorom. No, ampak vseeno, okoli tega introverta me zanima. Ker ko sem se pogovarjal z Daretom, ne vem, če si poslušal cel tisti podcast, verjetno ne, smo na koncu prišli ravno do tega in on je res ekstremen ekstrovert
In on sploh ni mogel razumeti, ko sem mu jaz rekel, da sem jaz introvert. Sploh njemu ni bilo meča, kot bi rekel, tole je bela. Ja, jaz zase pravim, da sem introvert, ki uživa v aktivnostih, ki so všeč ekstrovertom. Jaz uživam zdaj v tem pogovoru. Ja. Ampak jaz bom iz tega pogovora šel izmozgan, utrujen, prazen. Ne? Super se mava, ampak ko bom šel, bom doma se usedel na kavč, pa mogoče tako le malo na telefon gledal ali pa z eno lučjo na televizijo in bom rabil to za rehabilitacijo. Ekstrovert pa po takem sestanku gre poln energije. Tako imam jaz. No, to sem jaz takrat, ko sva na to prišla, hotel Daretu razložiti. Ker jaz sem izumil izraz zame, da sem ekstrovertiran introvert. Ravno zaradi tega, ker se zelo, zelo isto čutim. Meni je to ful dober, ful super. In tudi, ko se smešno sliši, predavam rad, pa to je pa res, ali pa me pa to sprazne in rabim potle se plugin, da se to nazaj level napolne. Mislim, kakšne družbe pa tak, to me pa sploh, to me pa tako sprazne, to me pa še brez užitka sprazne. To me sprazne z užitkom, kot če gremo v hrib. Un me pa še brez užitka. Zanimivo, viš, to pa pri vseh letih, ki se poznava, nisem nikoli, da bi rekel, da si ti na isto vižo. Ne, absolutno. Mislim, če greš te stvari dejansko s temi psihološkimi testi izmerta, zelo redek je res na enem ali pa drugem ekstremu. Vsi smo nekje vmes, ampak jaz sem definitivno proti introvertu, tako da funkcioniram v družbi, ampak me pa... In več je ljudi, več je tega, bolj se moram pripravljati. Jaz včasih v službi dejansko grem v eno majhno sobco in se pred kakšnim pomembnim sestankom tam filam samoto, zato da pol lahko, da imam malo goriva. Ja. No, kako še mu to rečem, meni isto rečejo, pa ne, pa si rekel, da rad predaš, pa si se rad pogovarjaš, zakaj si greš pa pol podcaste, pa rekel si, da rad z naročniki govoriš pa to. In je res, vse to rad, ampak jaz sem moram, kako so na začetku prej rekli, pa viki. In pa mi reče Nina, pa mi je vse užitek. Nina reče, ti sam z drugimi govoriš, sam doma nič. Ja, nažalost. Pa v nedeljo popoldne pa zbere malo energije, da bi z Nino govoril, pa ona že od vikenda zmatrana, ker je pač upravil otroc, a zdaj bi pa ti govoril, ali pa ne vem, zjutraj bi ti govoril, jaz ostanem pa bi, takrat bi se jaz pogovarjal. Evo, zdaj si mi dal krasno istočnico, zato ker sem pa zdaj hotel preskočiti, ko smo vašo hišo dokončevali, je moj copywriter po vsem tem, jaz takrat, če ni bilo AI-ja, pa sem dal copywriterju in jo je poimenoval A House for Family in Motion. No in tako, kakor pač lahko nadaljavo spremljam, ne bi mogel bolj zadeti imena. Vi ste stalno v pogonu. Jaz pa vem iz lastnih izkušenj, da to biti v pogonu zahteva ful ene energije, že organizacijske, pa tega, pa unga, pa kaj šele pri 3 otrocih. Kdo je ta motor pri vas? Nina. Ona najde itinerar, ona zorganizira hotele, ona spakira otroke, to in pol greste. Mislim, tako je, no. Recimo za te oddihe, počitnice iz leta, ki vsebujejo nek technical gear, to spakiram jaz. Daš ti kolesa. Tako je. Pobudo, idejo pa v 95% Nina. Pač jaz... To si mi zdaj malo razbremenil, mojega bremena, ker jaz preprost
tega ne zmorem toliko, kot bi si mogoče želel in sem rekel, mate, pa jaz sem nesposoben, ne mogoče. Ne, pa tudi, a veš, se tudi midva se z leti spreminjava, ne, oba, otroci rastejo. Če bi rekel tako, včasih smo tudi šli, a veš, to, da nekam greš, da se usedeš v avto in nekam greš, je na nek način tudi zagotovilo za to, da boš kar kakovosten čas preživljal z drugim. Ja. Ker ponavadi greš na neko aktivnost, ki je vsaj približno vsem všeč, zato sem midva, veš ko, ker so videli, da mulcem res veliko pomeni smučarija, ne, smo rekli, ok, dajmo vlagati, veš, ker so bili bicikli, dajmo, ne, zato ker tle mislim, da delajo starši, jaz si ne delam utvara, ne, veš, pravno zasvojenost telefonov po otroci pa to, ne. Tako jaz sem, veš, nekdo, ki je izrastel gor z videoigricami, nikoli pretiraval, ampak sem pa my fair share of video games skozi dal, ne, pa lej me, ne. Ja. Zanj sem prvič slišal dobro distinkcijo, kere igrice ja, pa kere ne. V bistvu je bila distinkcija, če so videoigrice zastonjske, pol mora imeti noter vgrajen mehanizem zasvojljivosti, ker potem monetizirajo nekaj drugega, kot to, da ti igrico kupiš. Če so pa igrice za plačati, tako kot so bile v naših časih v bistvu vse igrice za ali ukrast ali pa plačati, pa tega motiva ni, da bi te igra hotela imeti čim več časa na ekranu. Ne. To je ena stvar. Dobra. Ja. Cool. In sem začel korigirati v to smer, a veš, pri mulcih. Ker najprej sem bil tako, malo igrice je v redu, pa ja, priznam, včasih je prijem dan se filati iz ekstroventiranega, mislim, iz praznega nazaj v polnega, ja, je lažje dati mulcu telefon, je, priznam. Sicer vedno nekim timerjem, pa z nekimi omejitvami, ampak ja, to včasih naredim, ker vem, kaj počnejo, a veš, vsaj sploh za ta malega, se mi zdi, da dela stvari, ki ga ne poneumljajo, ampak neke sposobnosti kognitivne gradi, kakorkoli. Ampak, kar hočem povedati pa, da večina staršev se ne zaveda, da je pač zdaj alternativa toliko boljša. A veš, dokler mi nismo imeli računalnikov, je bila alternativa knjiga ali pa vanit. Vanit je bilo zanimivo, če je bilo adrenalinsko, če si skrival odnosi in tako naprej, vse super. Noter si mu pa, ne vem, Lego kocke, ja, so bile dobre, pa prostorska predstava, pa motorika, pa tako naprej, pa knjigo, ne, pa risanje, pa mogoče še nekaj drugega. Ampak pač zdaj pa telefon iz vidika želje potem, kako bi preživljal čas, res iz vidika poželjivosti, huda alternativa, ne. In to si moramo mi priznati. Ti ne moreš reči, pusti telefon, pa se pejt ven žogat. Ne me fopati, ne, pač to ni, a veš, in zato je smo mi toliko aktivni, ker če pa rečeš, gremo s kolesom, gremo smučati, gremo na ferato, gremo, ne, je tisto, kar je tam vsaj primerljivo z tem, kar ti nek digitalni svet ponuja, ne. To je tako, starši, we need to up our game, ker jaz mislim, da, dobro, nekaj je pa spet ekstrem, pa overstimulacija, pa tako naprej, ne, ampak čisto na tem preprostem nivoju ja, spet, mora se otrok malo dolgočasati, ampak moraš pa tudi razumeti, da mu daješ, da on primerja stvari. Ok, če mi je dolg čas, se počutim tako in je fajn, če igram igrice, se počutim tako in mi je še bolj fajn, tako, treba zbalansirati, no. Ne moreš. Nisem pa pristaš popolne izolacije, no. To pa...
Ja, ne, jaz tudi mislim, da to niti ni realno, niti ni koristno. Ker slej ko prej bo pa pol naletel na ta svet, pol bo pa kaj. Ja, mislim. Zdaj, kako pa to pravo dol? Ne, sej, zato se mi zdi fino in se mi zdi, da to res lepo oba vidva furata, nisem pa vedel, kdo vse to, ja, ker meni zmanjkuje moči, ne, sej, tako da, ampak... Jaz pri teh stvarih sodelujem predvsem zato, ker vidim, da ni to ful pomen. Ja. In jaz vidim, da je, če nekam gremo, je v tistem vikendu količina kakovostnih ur, ki jih preživimo skupaj, bistveno višja, kot če smo doma. Ker doma imaš opravila, imaš svoj telefon, ima svoj telefon, in se hitro ta čas vikenda porazgubi. Jaz se sicer osebno počutim pol spočitgar po takem vikendu, ampak je šel pa vikend mimo. Ja. No, to je tista moja večna dilema, pa to se skozi borbava z Alenko, mislim, ne borbava med sabo, ampak skupaj, kako, ker ona je tudi podjetnica, pa tudi svoje fura, pa tudi pride zmatrana in jaz letam tako po celi Sloveniji, pa 100 ljudi imam opravka, jaz bi si res želel, recimo vikend, sam še izdihnil. Moraš tudi vedeti, da moj job je dober, zdaj bolj na eni lokaciji, kot je bil prej. Ninin je pa ultra na eni lokaciji. In jaz jo pa zastopam, da ona si pa želi spremembo za vikend. No, sej, tako je. Tako da pa se... Probaš najdeti nek kompromis. S čemu se, čak zdaj si naštel, smučate? V vseh oblikah. A kdo borda? Ja, neki so Oskar neki probal. Kolesarte? Feratate? Spet kolesarmo tako rekreativno. No, sej rekreativno, sej nisem mislil, da ste Roglič. Feratate tudi? Ja. Kaj še? Še kaj? A kaj tako potujete? Tudi, ja. Zdaj, mislim, ta potovanja so tako, vsako leto so dražja. Zato, ker je vedno več otrok toliko starih, da je treba vse za njih polno plačati. Tell me about it. Če pa mi bomo zdaj že počasi čez val prišli. Ja. Ne, to pač tle mislim, da pač vlagava kakor lahko v vse te zadeve. In otroci so še, kako so že stari? 15, 12 pa 8. Aha, se pravi, ta najstarejši je to, kar naša živa. Ok, se pravi, zdaj se bo to začel počasi tudi odklapljati. Recimo, se pa zato rečeš, da imamo še stisniti skupaj, da imamo še nekam iti, dokler je še ta naboj, da skupaj hodimo. Ja, no se to, doskrat si z Alenko rečeva, moramo si vzeti tudi čas zase. In ker se mi zdi tudi prav, da starša tudi same dva imata svoj čas. Tako je. Ampak po drugi strani, čim to ni samo neka hoja po kraškem robu, da bi pa rekel, da bo šla pa tlele v Italijo za 3 dni, je pa na nek način, ful bi imel rad sam čas z njo, po drugi strani je pa na nek način pa mečken škoda, ker vem, da bo pa toliko doživeti, toliko bomo videli, pa to, da pa ne bi otrok sabo vlekel. Jaz osebno sem skozi to razcepljen. Jaz tle nimam niti najmanjšega problema. Jaz, ki greva midva na vikend, sem sam tako, otroke sam zabaš nekam. Na vikend ni problem, to, kaj je nekaj tazga, ampak tako potovanja, ko je nekaj za videti, ker se mi zdi, da je nekaj skrbim dal. Midva greva, če greva sama, greva ali tako, da jaz podaljšam neko službeno pot, da je en dan konference, pa en dan privat, pa nazaj, ali pa da greva v en hotel nekam, v Rovinj, za podaljšan vikend. In je to? To so najne. Vajni odklopi. Najni odklopi, ja.